Lep pozdrav vsem skupaj. Po 3 letih mandata te vlade sta neka splošna kriza in nestabilnost, ki občutimo v Sloveniji, dosegli alarmantne razsežnosti. Primanjkljaj v prvem delu leta, ki ga ima slovenski proračun, je večji od grškega. Vlada troši preko vseh razumnih meja in nas zadolžuje z alarmantno naglico. Gospodarska rast je ob tem počasnejša od primerljive Evrope. Slovenija je že nekaj časa popolnoma brez vsakega razvojnega koncepta. Vladna koalicija je razpadla, v velikih težavah je slovenski bančni sistem, hkrati pa tudi ni kakšnih znakov, da bi se druge državne institucije od Banke Slovenije do predsednika države zavedale resnosti sedanjih razmer. Vsaj javnih opozoril v to smer je premalo. Trenutno manjšinsko vlado očitno držita pokonci na oblasti, samo še strah pred volivci in ideologija. Vendar je cena za to, ki jo plačujemo vsi ostali, previsoka. Vzroki za propad sedanje vladajoče politike, ki je pred 3 leti nastopala pod gesli Slovenijo, je mogoče voditi bolje, ali pod gesli odgovornost za spremembe, so v veliki meri povezani ne samo z očitno nesposobnostjo, ampak tudi z arogantnostjo in predvsem z izključevalnostjo. Naj spomnim, da je bila na začetku tega mandata zavrnjena naša ponujena roka sodelovanja s predlogom partnerstva za razvoj in izhod iz krize. Opozarjam na to, da je bilo v prvem delu tega mandata v državnem zboru zavrnjenih na stotine predlaganih protikriznih ukrepov strani Slovenske demokratske stranke. Pozoril bi na to, da je Slovenska demokratska stranka med temi številnimi protikriznimi ukrepi predlagala tudi že v letu 2009 očiščenje bilanc slovenskih bank z ustanovitvijo slabe banke. Spomnite se, kakšni so bili odgovori na ta predlog. Lahko si samo predstavljamo, če je bilo danes slovensko gospodarstvo, koliko manj težav bi imelo, če bi bil ta predlog sprejet. V mandatu te vladne koalicije je bilo v času splošno priznanje gospodarske krize v državni upravi in v javnem sektorju na novo zaposlenih preko 3000 ljudi. In to v času, ko so številne evropske države zmanjšale zaposlenost v upravi tudi za 30% ali več. Hkrati je ob tem na stotine že zaposlenih, sposobnih ljudi z izkušnjami iz vodenja Evropske unije, ostalo neizkoriščenih, nekateri so pristali na cesti, v glavnem pa brez ustreznega mesta in pametnega dela v upravi, kljub temu, da so tam bili in so tudi prejemali plače. Če kdaj, potem je po 3 letih mandata sedanje vlade seveda vsem očitno, da je Slovenijo dejansko mogoče voditi bolje in je prav tako očitno, da se je tisto geslo odgovornost za spremembe spremenila v odgovornost za hitro propadanje Slovenije. Zaradi tega ni mogoče več pristajati na takšno stanje in čakati v nedogled brez tega, da vidimo občutno škodo, ki nastaja. Ni več časa za kakšnokoli čakanje, odločitev o tem, kako naprej mora biti sprejeta pred koncem oziroma pred začetkom sedanjih parlamentarnih počitnic. Kot veste, je Slovenska demokratska stranka ponudila in predlagala več poti za izhod iz te situacije. Ponudili smo tudi tehnično možnost za hiter razpis predčasnih volitev v obliki ustavnega zakona. Ideološka koalicija v parlamentu to rešitev zavrača.
Ponudili smo celo možnost koalicije oziroma sodelovanje s socialnimi demokrati po volitvah, če pristanejo na potrebno deblokado in predčasne volitve. Bili smo arogantno zavrnjeni, sedanji vladajoči vidijo okoli sebe zgolj politične sovražnike, s katerimi niso sposobni sodelovati. Neodgovorno je v teh dneh od socialnih demokratov in od liberalne demokracije, da se s tem, kar imenuje ta manjšinska vlada, da se s to farso pravzaprav igrata z usodo 2 milijonov ljudi. Neodgovorno je tudi od obeh dosedanjih koalicijskih strank, ki sta pristajali na enaka gesla na začetku mandata in sta potem zapustili to potapljajočo se barko, brez kakšne resne ideje o tem, kako naprej in kako odpraviti to deblokado, kako skrajšati agonijo te razpadle koalicije. V zadnjem času sem imel 2 pogovora s predsednikom vlade o različnih možnostih za skrajšanje sedanje agonije. Jaz mislim, da se on osebno zaveda potrebe potem, da čim prej pride do predčasnih volitev. Hkrati očitno, da nima podpore v lastni stranki, sicer bi do potrebne odločitve prišlo najkasneje ob izstopu druge bivše vladne stranke, se pravi Zaresa, iz vladne koalicije. Pred dnevi ta izstop je bil najavljen in je bilo dovolj časa, da se največja vladna stranka na to pripravi. V situaciji, v kateri smo, ko spremljamo to blokado, vidimo posledice, vidimo, da vsak dan te situacije slovenske davkoplačevalce ne stane samo 8 milijonov evrov, kot smo računali doslej, ampak skoraj 10 milijonov, če upoštevamo včerajšnje številke o proračunskem primanjkljaju oziroma primanjkljaju sektorja države. Potem skušamo narediti tisto, kar pač v tej situaciji Slovenska demokratska stranka, ki ima škarje in platno v rokah, lahko naredi. Zato smo se odločili, da bomo šli v razmerah, v katerih, oziroma v okoliščinah, v katerih lahko pač storimo, kar lahko storimo in so naše možnosti omejene. Naprej z pripravami na to deblokado. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke je izdelal celovit program za vsa področja, ki vsebuje tako hitre protikrizne ukrepe, kot tudi razvojne ukrepe za ponovni razvoj Slovenije za naslednje obdobje. Naslednjo sredo bomo začeli z javnimi predstavitvami posamičnih predlogov. Začeli bomo z razvojem, gospodarstvom in financami, predvidoma naslednjo sredo. Zavedamo pa se, da smo v okviru teh predlogov, ki jih je izdelal naš strokovni svet, lahko zajeli samo del potencialov, ki jih Slovenija ima, samo del idej o tem, kako naprej, ki obstaja. Zato mi tega programa, ki ga bomo začeli predstavljati naslednjo sredo, ne bomo ponudili kot neko dokončno rešitev, ampak kot predlog za razpravo slovenski strokovni in tudi širši javnosti, slovenskim volivkam in volivcem. Zavedamo se, da ima barva Slovenije več kot 2 milijona različnih odtenkov. Zavedamo se, da ima veliko ljudi v Sloveniji veliko dobrih idej. V tem gluhem času jim pravzaprav nihče ne prisluhne. Zato bomo dali naš program ne samo v razpravo, ampak bomo odprli posebno spletno stran, na kateri bomo zbirali kritike, pripombe in nove predloge v zvezi s tem, kar bo ponudil naš strokovni svet. Ta stran in ta razprava bo odprta do razpisa volitev, kadarkoli pač bodo, upamo, da čim prej. Ob tistem roku bomo strnili prejete pripombe na naše predloge programov, vključili nove dobre ideje in potem izdelali dokončen program, dokončne programe za vsa področja, ki bodo na voljo volivkam in volivcem ob naslednji
strateški odločitvi, ki bo v veliki meri začrtala nadaljnji razvoj slovenske države. Torej, to je tisto, kar lahko storimo mi, ki v tem trenutku nimamo potrebne moči, da bi sprejeli odločitve, ki jih Slovenija nujno potrebuje. S tem, ko bomo ponudili določene rešitve, vsaj razpravo, bomo vsaj deloma skrajšali čas, oziroma bomo prihranili vsaj nekaj časa in omogočili, da se vsaj tokrat, če to ni bilo možno že pred zadnjimi volitvami, dejansko zberejo najboljše ideje o tem, kako Slovenijo ponovno spraviti v tirnico hitrejšega razvoja. Hkrati pa ponovno opozarjamo, da ni mogoče več v nedogled čakati na potrebne odločitve brez občutne škode. Časa za čakanje pravzaprav ni. Vse to, kar vsi ti dnevi, ki minevajo, gredo v minus. Ta minus je možno sešteti v obliki milijonov evrov, za katere nas zadolžijo vsak dan, s temi odločitvami, oziroma bolje rečeno neodločitvami. Zato mora biti splošna politična odločitev v Sloveniji o tem, kako naprej, sprejeta pred začetkom parlamentarnih počitnic, se pravi najkasneje do 15. julija.